Evo, dobrodošli, lep večer, danes z mano ponovno Jelena, živijo. Živijo, živijo. Evo, kar velikih je rekel, da bo gledalo v posnetku, tako da, če pa kdo pride še v živo, se pridružiti toliko boljš. V glavnem, danes življenjske veščine v praksi, kako najstnike naučiti tega. In bomo kar zaplavali noter, vedno klasično vprašanje, kako bom vedel, da sem od današnjega webinarja dobil, kar sem želel oziroma želela ali pričakovala. Tako da predlagam, da pauzirate video in si zapišete. Zdaj, ko imate zapisano, kaj si želite, gremo pogledati, kaj se zgodi, ko otroci postanejo najstniki. In večina staršev misli, da v najstništvu izgubijo vpliv nad svojim otrokom. Zdaj, res je, da so pod velikim vplivom svojih prijateljev, ampak zadaj nekje vejo, kdo je tisti, ki jih bo zares prišel rešiti, ko bojo težave, a ne. Govorimo seveda za 90% po mojem primeru, nekaj pa je takih, kjer so starši, ampak te verjetno ne poslušajo tega webinarja, če smo čisto iskreni, a ne. Ko so otroci majhni, starši nadzorujejo njihovo vedenje, kjer sem jaz zdaj, a ne, ker imam 5-letnika, 3-letnika pa eno punčko kmalu dobimo, oziroma dobimo, se bo rodila, bomo glih dobili. In ko postanejo najstniki, pa starši vplivajo nanje z odnosom in čustveno varnostjo. Tle pa Jelena to ve, ker ima najstnice doma, oziroma še enega kmalu tubi najstnika, a ne. Res je. In kar je pomembno, povezava je veliko bolj pomembna kot navodila. Zdaj, navodila znamo vsi dajati, vsi znamo biti neki, rečemo temu po angleško, drill sergeanti, a ne, govoriti, kaj je prav, kaj ni, ubogaj me, poslušaj me, sledi mi. Ampak pri najstnikih to ne zaleže več, a ne. Tam je tudi eno drugo obdobje, ker se mora razviti zaupanje in zaupanje se, ko imamo zaupanje, je tam povezava. Zdaj, zakaj manjkajo te veščine, ki jih bomo danes naslovili? Ker šola uči teorijo, iskreno, nismo vsi kaj veliko odnesli od šole, sicer smo imeli take in drugačne izkušnje, čez katere smo se mogli prebiti, ampak ne ravno tako, da bi mi zdaj vedeli, če mi je sošolka pri 13 letih rekla, da ne bo hodila z mano, ker se je odločila, da ne bo hodila s sošolcem, čez 2 tedna je pa začela hoditi z drugim sošolcem in se je moj zadaj, da bi me zaščitil, odločil, da ženskam ne gre zaupati, eno govorijo, drugo delajo. In da sem potem imel zaradi tega 9 bivših punc, ker če preletiš to zgodbo v vezo, ne moreš kaj drugače speljati, kakor da gre narazen, dokler tega ne vidiš in razrešiš. O tem govorimo, a ne, se pravi, da zgodijo se nam neke stvari, šola pa bolj kot ne sam informacije in večinoma je pogled na tem, premalo povezan s prakso. Zdaj, življenje zahteva prakso in starši pogosto naredimo preveč. Hočemo nekaj namesto svojih pikcev, pa bomo jih zaščitili, pa da jim ne bo hudo, pa da ne bojo kaj izgubili, pa da se jim kaj hudega ne zgodi. In kaj se zgodi? Otroci zato dobijo manj izkušenj. Tako, kaj so ključni cilji staršev? Ne vzgojiti ubogljivega otroka. Še enkrat, ne vzgojiti ubogljivega otroka. Zato bomo kmalu imeli robote, pa jih že imamo, a ne, take malo bolj dami, kakor je sesalci. Če pa ste kaj videli Tesline robote, to je pa že malo bolj napredno, a ne, ke v filmu iRobot. Kaj je ključ? Vzgojiti človeka, ki zna razmišljati, se odločati in nositi posledice oziroma se z njimi soočati. Tako da, zdaj bom predal besedo Jeleni, ki bo povedala več o odnosih, napakah, posledicah, odgovornosti. Jaz bom pa še na koncu povedal, kaj lahko naredite na 2 res pomembnih področjih tudi, se pravi, kako otroka opolnomočiti pri upravljanju časa in upravljanju oziroma zdravega odnosa do denarja. Tako da, Jelena, izvoli. Hvala, Jernej. Dober večer tudi od mene.
Pogovorimo se zdaj še o pomembnih stvareh, kot je rekel Jernej, torej, kako gradimo odnos, ne? Kako se stvari med starši in med najstniki dejansko povezujejo, kako se dejansko krepijo in kaj je bolj pomembno, kaj je najbolj pomembno. In najbolj pomembna je definitivno povezava, kakor je prej Jernej povedal, in kako jo v bistvu gradimo. Zagotovo ne to, da smo osredotočeni na neke rezultate, na neke dosežke, ampak dejansko najstniki sodelujejo bolj s tistimi z nami, ne, starši, pri katerih dejansko čutijo, da jih ti starši odrasli spoštujejo, da jih upoštevajo in da jih dejansko vidijo, ne, da so spoštovani, da so slišani, videni, kar je v bistvu vsaka oziroma univerzalna potreba vsakega človeka, tudi najstnika. Ko je pač starš preveč osredotočen na ocene, na dosežke, na obnašanje, ta odnos dejansko počasi potem začne upadati, propadati in se ne krepi in ni vsak dan boljši, ampak je vsak dan bolj šibak v bistvu, no. Tako da, kako pa gradimo oziroma kakšen vpliv pa dosežemo na našega najstnika, je pa dejansko z neko pristno povezavo, z radovednimi pogovori, z poslušanjem, z zaprtimi usti, bom pol tudi malo pozneje povedala, z več aktivnostmi, ki tudi njih zanimajo, tudi če nas ne zanimajo, da se z njimi povezujemo na tak pristen način in bomo spoznali, da imamo doma enega res krasnega človeka ali pa več njih, no. Tako da greva kar naprej. In grem kar direkt na praktičen primer, ne, torej gremo v bistvu takole, evo, 3-krat na teden ali pa lahko tudi vsak dan, recimo, če ste vozniki, ne, da se vozite pač domov iz službe, šole, dajte si v koledar prav res dobesedno v koledar vpisati neko aktivnost, ki jo imate skupno z otrokom, ali se to res vozite, ali kuhate skupaj, ali greste pač v hribe, ali kakorkoli, v bistvu pri katerih vi dejansko, starši, načrtno zaprete svoja usta in ne poskušate dajati najstniku kakršnihkoli nasvetov, ne poskušati dajati lekcij, ne povejte, da vas karkoli skrbi, zaradi tega, ker vam v bistvu zelo zamaje odnos z otrokom, ne. Ne kaznujte, ne ocenjujte, ampak dejansko samo poslušajte. In včasih bojo tematike, ki bojo oni govorili o njih, ki vas ne bojo zanimale, ali pa vam bojo tako res kar neki, ali pa ne vem, ne boste mogoče niti razumeli, o čem vam govorijo, ne, ali vam bo pa njihovo zanimanje tako res tuje, ampak vseeno poskušajte se potruditi, poskušajte biti čim bolj radovedni, namesto da jih nenehno popravljate, kaj vse je narobe, kaj vse bi moglo biti boljše, koliko bi mogle biti boljše ocene, čemu bi mogli dati večjo pozornost. Tako da dajte biti radovedni, no. In še eno vajo v tem primeru, ja, ta je tudi zanimiva, torej, da vsak dan dejansko se načrtno, na začetku bo treba malo biti načrten pa biti namenski, ne, ampak dejansko, da se poglobite v to, da opazujete svojega najstnika in mu poveste, kaj ste opazili, pa ni povezano z njegovimi kakršnimikoli dosežki, z njegovimi točkami, z njegovimi vpisi v srednje šole, z kakršnimikoli rezultati. Da v bistvu opazite, kakšen je on kot človek, ne, recimo, opazila sem, kako si pozdravil sosedo, ne, to je tak lep primer. Všeč mi je, da mi vedno pridržiš vrata, ali od avta, ali od bloka, ali kakorkoli, ne. Kako lepo, da si poklical babico brez posebnega razloga. A vidite, ne, tulele v bistvu dejansko nič kaj takšnega ne poveste, ampak poveste pa zelo lepo njegovo lastnost, ne, da je pozoren, da spoštuje oziroma starejše in odrasle seveda. Ali pa hvala ti, da pomagaš bratu, recimo, da imaš dejansko tisto lepo sočutno ravnanje z bratom, da ga opaziš, da si prijazen do njega, da mu poskušaš olajšati življenje. To so take lepe opazke, ke date otroku vedeti, cenim te, vidim te, opazujem te, pomemben si mi, ne. Okej. Ja, odgovornost in naravne posledice. O tem smo tudi že v preteklih webinarjih govorili in v bistvu pri odgovornosti je velikokrat tako, da starši čutimo,
odgovornost tako do naših najstnikov, da bi jih radi rešili, da bi jim radi čim bolj napake preprečili, da bi, če že pridejo v težave, da bi to reševali namesto njih, ne, ampak s tem jim dejansko naredimo veliko medvedjo uslugo. In dajmo se poskušati čim večkrat spomniti na to, da to ni naša naloga, niti naša odgovornost. Njihova odgovornost dejansko raste samo preko izkušenj, ker so njihovi možgani tako oblikovani in dejansko potrebujejo izkušnje, od katerih se naučijo največ. In to, da jih mi poskušamo reševati ali pa da jim poskušamo zaščititi, tako kot si prej rekel, Jernej, ali pa da jim poskušamo olajšati stvari čim bolj, ali pa da namesto njih karkoli delamo. To si dejansko vzgajamo otroke, ki pač ne zmorejo oziroma ne znajo potem nič sami. In tega si dejansko ne želimo, in ta je moj dejansko, tega si ne želimo vzgajati takih otrok. Najstnik mora sam pri sebi čutiti, da tiste njegove odločitve, za katere se je odločil, da so pomembne, da imajo določeno težo in da bojo imele naravne posledice. Da če bo zafrknil, bo pač mogel nekaj za to narediti. In da ne bo mamica pritekla, in da ne bo oči reševal, in da ne bojo klicali ne vem koga, da bo prišel v reševanje. Ampak da bo mogel sam se zmeniti z učiteljem, sam se zmeniti s trenerjem, sam se zmeniti, če dobi cvek. Pač kako boš popravil? Evo, se bom pokazala zdaj, kako to izgleda. Recimo, najstnik pač ali zapravi vso žepnino, ali pozabi domačo nalogo, ali zamudi ko pride domov od zunaj, ali odlaša z učenjem. Mi bi velikokrat potem, dej, pejte se učiti, pa kaj rabiš, pridem zraven, dej, ti bom jaz pomagala rešiti. Pa poskušamo tako ali rešiti situacijo, ali najstnika, ali kakorkoli, ne, pač pomagati mu, tako zvano pomagati. V resnici pa on potrebuje, da mu ostanemo zraven njega, torej da smo mi trdni, stabilni, stojimo, nudimo čustveno oporo in podporo, ampak dejansko jim dovolimo, da se sami naučijo. Dovolimo jim, da sami pogruntajo, kako bojo prišli do določene rešitve. In tukaj sta recimo so primeri. Evo, zaupam ti, da boš ugotovila ali pa ugotovil, kako se tega lotiti. Ok, pozabil si domačo nalogo, mogoče boš dobil minus, jaz ne vem, ampak verjamem, da ti bo ratalo, da se boš dogovoril s svojim profesorjem. Kako in kaj se tega lotiti. Lahko ga pa vprašamo, kaj pa misliš, da bi drugače naslednjič naredila lahko? Ne? Kaj bi lahko drugače naredila? Ali pa naredil? Če si zapravila vso žepnino, kako bi se lahko tega drugače lotila? No, evo, recimo, verjetno nam bo Jernej dal zelo dobre nasvete pozneje, neverjetno zagotovo. Ok, gremo naprej. Ja, v tej drugi vaji pa si želimo v bistvu doseči refleksijo namesto določene kazni, ker včasih se starši iz tiste nemoči, iz tistega občutka, da ne vemo več, kaj bi še naredili, rečemo, ja, nič, pogem pa kar kaznoval, ne. Ampak ko v bistvu mi dovolimo našemu najstniku, da se za nekaj sam odloči in v bistvu se dejansko odloči in izvede to zadevo, ga potem, če se karkoli zgodi, vprašamo 3 prav enostavna vprašanja. Prvo je, kaj si upal, da se bo zgodilo, ko si se to odločil? Recimo, ne vem, da boš, ne vem, šprical, recimo, sicer malo smotan primer, ampak ko si se odločil, da ne boš šel na določeno uro, kaj si mislil, kaj si upal, da se bo zgodilo? Ne? Ali pa, kaj se je namesto tega zgodilo? Ne? Nisi bil takrat vprašan, si bil pa takoj naslednjo uro vprašan? In kaj bi lahko naredil, kaj bi lahko poskusil naslednjič? Torej, nekaj bi zagotovo lahko naredil drugače in to je nekaj minimalnega, ne, da ga ne napadamo takoj, zdaj pa se pej, pa se cele dneve uči, pa ne boš mi tega, da mi nisi nikoli več kaj še prešprical, kaj je s tabo, si ti neumen, te neumnosti, ki znamo začeti, ne, starši. Ampak dejansko, da mu damo, ok, kaj pa lahko naslednjič probaš, da se ti to dejansko ne zgodi. Torej, če se
če se hočeš ogniti določeni uri, samo zaradi tega, ker se nisi uspel učiti, kako si lahko razporediš, no, to bo tudi Jernej povedal, kako si lahko razporediš svoj čas, da bo bolj učinkovito, da bo tvoj čas bolje razporejen in da boš imel dejansko kaj več od celega tedna in potem tudi od šole in od udeležbe na pouku, če sem že dala ta primer. In ga s tem v bistvu ne kaznujemo, ne kažemo s prstom ali pa karkoli, ampak gradimo refleksijo, da si otrok predstavlja, kaj se je zgodilo, in kako lahko potem naslednjič kaj drugače naredi. Okej. Ja, napake so učenje. Starši se mnogokrat pač bojimo, da bojo naši najstniki naredili kakšne napake, ker se nam zdi, da so napake pravzaprav porazi. Ne samo njihovi, ampak tudi naši. In ko mi enačimo napake s porazi, jih seveda hočemo čim bolj preprečiti, ker nočemo tudi zaradi našega ugleda, tako zvanega, pred našimi prijatelji, pred našimi starši, kako pa ti vzgajaš, kako pa tebi ne gre glih najbolj, same napake delaš in gor in dol, ampak v resnici, kot sem prej rekla, možgani potrebujejo napake za učenje in je to eden izmed najmočnejših mehanizmov učenja. In ko gledamo na napake na način, da se dejansko učijo in otroci in tudi mi, je to potem čisto drugačen pristop do tega, ko gre nekaj recimo narobe. In če pa odreagiramo z neko jezo, z nekim zasramovanjem, v bistvu naš najstnik začne skrivati stvari, skrivati napake, namesto da bi se od njih prav dobro naučil in naslednjič delal drugače. Tako da dajmo se zavedati, da napake niso detrimentalne, razen če so res usodne, tako, saj so izjeme, seveda, ampak večino časa se pa preko napak vsi učimo. Sebe poglejte, saj ne znate vsega od začetka, ampak če si pa dovolite kdaj kje kakšno napako, če si dovolite biti nepopolni, se dejansko zelo, zelo hitreje, veliko hitreje učite. Tako se tudi otroci. In že tukaj je prva vaja recimo pri napakah, da se gremo rajši, kakor da kažemo s prstom, to si naredil, tisto si naredil, to je bilo narobe, tole ni bilo v redu, naslednji, ne, tako, da se začnemo pogovarjati in se v bistvu učimo otroka preko pogovora. In so taki 3 koraki, seveda, kaj se je zgodilo, kaj se je sploh zgodilo, kaj si iz tega potegnil, kaj si se iz tega naučil, kaj je zdaj v tvoji glavi nekaj novega in kaj boš naslednjič poskusil. Ko si se nekaj naučil, verjetno lahko poskusiš naslednjič. Boš bolj pozoren pri stvareh, boš večkrat premislil kakšno stvar, preden boš rekel kaj, preden boš vprašal, boš pomislil, mogoče pa to že vem, čakaj samo malo. In se da drugače narediti z minimalnimi koraki. In v bistvu ta celoten fokus je na to, da mi rastemo in da otrok raste, ne pa da vzbujamo kakršnokoli krivdo pri otroku. Tudi nam bi bilo tako všeč, ne? Ja, z zgledom samospoštovanja bomo tudi marsikaj naredili pri otroku, ker se seveda običajno večino časa otroci učijo iz zgleda, iz našega zgleda. In če se mi nenehno žrtvujemo in v bistvu vse dajemo samo za otroke, samo za družino, samo za vse druge, velikokrat pride v nas do velikih zamer, veliko jeze, veliko pač takih slabih občutkov oziroma težjih občutkov. In najstniki se učijo potem seveda iz tega zgleda, ne, da tudi sami potem prevzemajo cel kup enih odgovornosti pa žrtev pa pač dajejo sebe na zadnje mesto in potem tudi oni doživljajo zamere, tudi oni doživljajo težje stvari. Če jim pa mi pokažemo, da se v bistvu že mi sami sebe spoštujemo, da mi svoje meje upoštevamo, da mi svoje meje tudi držimo in držimo tudi pred drugimi, recimo in časovne in kakršnekoli meje potrebujemo, ko jim mi to pokažemo, se pa iz tega učijo.
In v bistvu, ko se mi držimo, se bojo pa tudi oni držali in bojo tudi oni potem pokazali svoje meje drugim in se bojo tudi sami držali svojih meja. Torej, krog se sklene, ne. Ko je potrebno, ko je nujno, recimo ne. Tudi če kolikokrat smo se znašli v situaciji, da bi rekli: "Ja, samo zaradi tega, da bo mir pri bajti", ne. Ker nas, jahajo po glavi, ker nam ne vem kaj vse hočejo gor dol in mi že že ne moremo več, ko smo imeli že šefa cel dan na glavi, pol smo imeli še kaj drugega, pol smo mogli še avto iti dati popraviti ali pa registrirati ali pa, pa je še mama klicala, da je treba iti na vrt pomagati. In na koncu rečemo: "Ja, samo zaradi tega, da je mir pri bajti, da nam ne skačejo po glavi." Ampak včasih je pa ta ne treba res držati. In s tem pokažemo tudi, zgled samospoštovanja. Ali pa recimo, da mu rečemo: "Jaz tudi rabim trenutno čas za počitek. Oprosti, trenutno ne morem govoriti, malo si odpočijem in se potem pogovoriva." Tudi to je zgled samospoštovanja. Ja, zdaj pa na vrsti vprašanje, ne, kakšen bi bil vaš odnos z vašim otrokom, ko bo star 30 let? Kako si ga vi predstavljate? Kako si ga tudi želite imeti? Kakšen odnos si želite imeti? Ker namreč, kakor imate vi zdaj odnos, kakor vi odreagirate zdaj na svojega otroka, tako se bo potem tudi gradil odnos v prihodnje. In boste potem, se obnašali do njega oziroma tudi on do vas, pozneje, ko bo on lasten, sam starš ratal, ko se bo na vas, obračal z različnimi prošnjami, z vprašanji, z nasveti in tako naprej. Kakršno boste zdaj zgradili okolje, ga boste tudi pozneje želi dejansko, kakor boste zdaj sejali. Zdaj pa to, tako kot sem napisala, zapišite si za uho. Marsikdo misli: pa karkoli naredim, pa ni dovolj, pa jaz bi rad bil še boljši starš, pa kaj lahko še naredim, da bi bil še bolj popoln starš, pa še boljši pa gor pa dol." V resnici pa vsak najstnik pač potrebuje starša, ki ostane povezan z njim, ne, in v bistvu še posebej po kakšnih prepirih, še posebej po kakšnih nevihtah, da se zna priti opravičiti, da zna priti in mu reči: oprosti, odreagirala sem na tak napačen način, res si nisem želela na tak način. Oprosti, lahko še enkrat probava, dajva malo na drugačen način tole zrihtati, ne." Najstnik potrebuje starša, ki mu dovoljuje, da gradi in da krepi svojo lastno odgovornost. To je super pomembno, res super pomembno. In, ko boste sami pri sebi začeli še bolj avtentično jemati napake, da so učenje kot učenje, boste v bistvu najstniku res veliko dali. Ker bo sam pri sebi videl, da ko se potrudi, ko da nekaj v proces, ko se uči, ko posluša, ko prispeva k družini, ko prispeva k gospodinjstvu, ko je del neke skupnosti in naredi napako, pa vseeno pride spet v to skupnost, in da se dejansko s tem uči, gradi, krepi in s tem mu boste dali res, res veliko. Tako da zapišite si to za uho, no. Okej? Super, hvala Jelena za tele vaje, ki res predlagam. Večkrat si poglejte, zapišite si jih. Je pa tudi izroček v skupnosti Starši za life, tako da si tudi tega lahko prenesete in v bistvu skupaj s tem webinarjem uporabljate. Gremo pogledati problem časa pri najstnikih. Zakaj je čas problem? Kaj pa zdaj? Evo ga. En je telefon. Jaz rečem na delavnicah, da oni nimajo smartphona, ampak imajo make you stupid phone. In da ga v bistvu sploh ne znajo uporabljati, če smo iskreni. Oni znajo uporabljati TikTok pa Snap. Ne znajo uporabljati pa telefona. Če jim zbrišemo TikTok pa Snap, kakšen reče: "Ja, pa če ne bi imel telefona, po bi pa še več zamujal." Pa rečem: "Saj zato imaš lahko analogno budilko, ne rabiš imeti telefona." Tako da, odlašanje, saj bom pol, nimajo čisto občutka za časa, bom še malo kasneje razložil, zakaj ne. Pomanjkanje prioritet,
ne vejo točno, kaj je njihov smisel, zakaj bi živel, zakaj kaj počnejo, zaradi tega, ker so mogli hoditi v šolo in potem morajo hoditi v šolo in jim vedno nekdo drug da urnik in ne razvijajo, oziroma večina nas ne razvije dobrega odnosa do svojega urnika, ne. Tisti, ki imamo svoje espeje, ne vem, Jelena, kakšna je bila tvoja izkušnja, ampak jaz, ki sem odprl espe in pol si rečeš, okej, zdaj sem pa sam svoj šef in si napišeš urnik za cel teden, ampak po 2 dnevih je že tako, ne boš ti meni govoril, kaj bom jaz delal, ne. In pol ga malo odbluziš. In sam si Zelo podobno. napišeš, ampak zaradi, ne, 12 ali pa 16 let ali pa še več s faksom vred, ko ti so drugi določali urnik, pa če si pol šel še delati v službo in pol odpreti svoj espe, vidiš, da nimaš pojma, ne veš, nimaš zdravih vzorcev, prepričanja imaš taka, da si skozi sam sebi polena pod noge mečeš, a ne. In rabiš kar nekaj časa, da narediš, kar je treba, da prideš k sebi v bistvu. Ja, ne, ker Jo. saj to je že samo za razvoj možganov, dokler se možgani razvijajo, so veliko bolj nevroplastični kakor kasneje, kar je dobra stvar pa, da so v bistvu do konca življenja nevroplastični, a ne, zaradi tega imamo sposobnost se učiti karkoli zmeraj. In zadnja, preobremenjenost. Zdaj, preobremenjenost pa iskreno pride zaradi tega, ker nimajo samo lastnih pritiskov in soočanj s hormoni, razvijanjem telesa, razvojem možganov, ampak so tam lahko pritiski staršev, lahko so pritiski trenerjev, učiteljev, sovrstnikov in vsi smo šli čez to obdobje, eni z več teh pritiskov, drugi mogoče manj, ampak nobenemu ni lahko, ker nimaš pa večina nima neke realne opore, na koga se lahko obrne, zanese, koga lahko vpraša, pa da bo dobil neki realen odgovor, ne zavito v celofan, pa ti si še premlad, pa ne sekiraj se, ali pa te, saj boš videl, ko boš bil v mojih letih, boš videl, kako je, a ne. Tako da, zdaj, zakaj konkretno najstniki težko upravljajo čas? Frontalni korteks še ni razvit. To je ena stvar, se moramo vsi zavedati, mislim, da to moramo ponavljati, na vseh delavnicah, predavanjih, tako najstnikom kot staršem najstnikov. Njim se zdaj najbolj razvija čustveni del možganov, bolj desna stran, frontalni korteks, ki je odgovoren za logične, racionalne rešitve, odgovore, soočanje z življenjem, pa se bo zares začel razvijati šele po 18., 19. in tam do 25 se razvija, tako da če pričakujete neke logične zadeve od svojih najstnikov, imate nerealna pričakovanja in zato nerealna pričakovanja so pa glavni vzrok, 90%, zakaj smo ljudje jezni, razburjeni, frustrirani. Oni delujejo na impuls, bolj kot na dolgoročni cilj, ravno zaradi tega, ker še korteks ni razvit in ko čustvo pride, reagirajo pod vplivom čustva, bolj kakor da bi se lahko ustavil pa rekel, če tole naredim, to zame dolgoročno ne bo dobro, ampak jim je potem vedno žal. Sigurno, 100% jim je, samo če mi ne damo prostora, da oni pridejo povedat, ne bo napredka, a ne, bodo pač ostali pod vplivom tega. In potrebujejo strukturo. Zdaj, noben jih pa ne uči, še enkrat, šola jim da urnik in popoldanske aktivnosti jim večinoma starši dajo in potem je otrok se že ujame v njih in če slučajno mu je nogomet the best, spet mu dajo urnik, kdaj bo treniral nogomet, nekateri klubi pa še tako delajo, da za 2 dni naprej ne vejo, kdaj imajo trening. Kar je sploh, da mečeš bombice a ne, sploh se ne mora otrok stabilizirati, pomiriti, ker ne ve, ali bo imel ob 4, ali ob 6, ali ob 8. In zdaj naj si da on pa učenje v urnik, ko ne ve, kdaj bo imel trening. Tako da, to so zadeve, ki mečejo, jaz rečem temu, opice v naše programe, a ne. Kaj starši pogosto naredimo? Mi jih stalno opominjamo, nadzorujemo, organiziramo namesto njih in kaj je po rezultat, ko se tako vedemo? Nekdo te stalno opominja, ne rabiš si sam zapomniti. Ko te nekdo nadzira spet, saj me bodo že povedal, če bom rabil kaj imeti. In ja,
čakaj, kdaj si pa kaj frejp, jaz, ki mentoriram najstnike, pa Jelena tudi, ne vem, če imaš tako izkušnjo, ampak jaz, ki rečem, kdaj če pa imeti termin, čak moram mami vprašati. In jaz sem tako, kako boš pri 15 letih mami vprašal, kakšen je tvoj urnik. Razen zdaj, razumem, če bi delal na kmetih, pa ti mami en dan te pošle v gozd, drug dan na njivo, tretji dan tam pejt štalo kidat, ajde, dober, pa moraš vprašati mami, kdaj si lahko vzameš tisto 1 uro, da ne bojo kokoške lačne, a ne? Ker pač živite od kmetije, ampak večina otrok pa nima tega. Ampak se zanaša na starše. In kaj je rezultat? Otrok se ne nauči upravljati čas. Damo mu urnik, skozi ga opominjamo, nadzorujemo in organiziramo namesto otroka. To je to. V šoli organizirajo, doma pa starši organizirajo in otrok je kul, ne? Tako da se podobno bom pa pokazal, isto delamo z denarjem, a ne. Se pravi, kaj je boljši pristop? Ja, povej. Lahko samo eno stvar tukaj. Ja. Recimo zanimivo je v šoli, ne, ko jim dajejo skozi navodila pa to, potem pa to je recimo do enega 5., 6., 7. razreda, pol pa v 8. razredu recimo, in pa rečejo, ja, zdaj pa imate tulele, ne vem, pač eno nalogo, in bodite čim bolj ustvarjalni. In to je za njih, kot da bi jim rekel, nekaj v kitajščini, ki nimajo pojma, kaj to pomeni biti ustvarjalni. In potem jih v bistvu učitelji, ne bom rekla, da jih kregajo, ampak to pa ni bilo glih ful ustvarjalno. Ja, seveda, da ni bilo ustvarjalno, če nikoli ni smelo biti do zdaj ustvarjalno. Ja. Vedno je Ja. bilo navodilo. Aha. In zelo natančno. In enkrat sem imela z eno punco coaching, ki je rekla, jaz hočem vedeti natančno navodila, kako se naredi PowerPoint prezentacija, kako jo učitelj hoče, da jo naredim, in jo bom naredila. Če mi reče, da imam svojo svobodo, kako jo bom ustvarila, jaz ratam čisto anksiozna. Tako da, To je. evo, samo en ta intermezzo, no. Ja, in isto je, če bi zdaj rekel, ja, daj si naredi strukturo, urnike in tako naprej. Ne vejo pač, ne. Google koledar, to je neka aplikacija na telefonu, ki ostane na drugem pageu, ki je nikoli ne odpiraš. Večina. Alarm pa sam za šolo imajo nastavljen, ne da bi imeli alarm za vsako stvar. Bom zdaj povedal v boljšem pristopu, a ne. Kaj je boljši pristop? Namesto kontrole z otrokom graditi strukturo. In zdaj, kako mu pomagamo? Tako da mu pomagamo otroku postaviti prioritete. Se pravi, tvoja odgovornost je šola. Sploh najstnik od 15 leta naprej si je izbral šolo. On gre lahko delati, ne rabi biti v šoli po zakonu, ampak si je izbral šolo. In izbral si je kjerokoli že. Jaz to rečem tako, osnovna šola je balet. Večina nas ne mara baleta, nočemo baleta trenirati kar nekaj, ampak ga moraš. In zdaj lahko ti iz balet samo uporabiš, kako boš neke veščine dobil, ki ti pridejo prav v življenju. Ko greš v srednjo šolo, si izbral svoj šport. In jaz jim kaj rečem direktno, moraš ti igrati nogo, si izbrati nogomet, pa tapkati žogo po sredini igrišča, pa zdaj tle bentiti, zakaj si dobil rdeči karton, pa moraš iti ven iz igre. Ja, ker tu je košarka, si falil šport, zameni šolo ali pa pejte v službo. Ne tle teži celi šoli in sošolcem in profesorjem in staršem utrujati, kakšna je ta šola, kar nekaj. Pa si jo ti izbral, a ne. Pomembno otrokom to povedati. Mu pomagati razdeliti naloge, ker ne znajo, ne, če rečemo, tle imaš 50 strani si za naučiti, oni se bojo usedeli in začeli tisto brati, večina njih ne bo pogledal, ok, 50 strani, 10 dni imam do kontrolne, se pravi, ja, do preverjanja znanja, torej, ok, če 8 dni, 50 delim na 8 dni, pa zadnje 2 dni ponavljam, koliko strani na dan rabim in pol, a ne, zadnje 2 dni za ponavljati. In znotraj tega jim pomagati planirati čas. 24 ur na dan imamo vsi, 168 ur na teden. Ne vem, če kdo ve, za intermezzo tu je 604.800 sekund. Ne, toliko evrov na teden dobimo. Kaj delamo z njimi, tako kvaliteto življenja imamo. Ne, tisti, ki mislijo, da je denar bolj pomemben od časa, denar je nekaj, kar lahko zaslužiš, lahko se naučiš veščin in ga zaslužiš veliko več, eni ga imajo toliko, da ga ne bojo mogli zapraviti v tem življenju zaradi veščin, ki jih imajo. Ampak čas je pa nekaj, kar tudi oni ne morejo vrniti nazaj. Se pravi, čas je nekaj, ki mi damo nekomu pozornost, kakor zdaj sva jaz pa Jelena tukaj,
ko bi lahko bila oba dva s svojimi otroki ali pa partnerji ali pa, ne vem, delala karkoli, sva si vzela in tega časa ne morava vrniti svoji družini nazaj. To je pač ta 1 ura, ki ni bilo očija pa mami, a ne. Tako da, tu se je pomembno zavedati, vsi, da se zavedamo tega. In tle tudi pride spoštovanje pa. Se pravi, preprosto orodje, ki ga imamo vsi. Zdaj, eni uporabljajo en drug koledar, jaz sem tle dal primer Google koledar. In kako otroku pomagati vnesti. Mi tu na mentorstvih delamo, naredimo, kaj bi bil smisel za vsak področje njihovega življenja in podpodročja, ne, zdravje, spanje, hranila, hidracija in tako naprej. Se pravi, kaj naj vnese v svoj koledar, kdaj vstaja. Zelo pomembno za možgane, da imajo eno in isto rutino, da se približno ob isti uri zbujajo in naj ima to v koledarju in alarm, ki je seveda povezan s tem. Še ena taka mini finta je, da zakaj se vstane oziroma zakaj se zbudi, kaj hoče v tem dnevu doseči. In namesto da piše v koledarju vstani, lahko piše danes pa, ne vem, karkoli ga inspirira. Jaz imam napisano zjutraj, jaz imam bolj napisano, kdo želim biti, in je napisano svoboden in ljubeč, ali pa energičen, vesel in sproščen. Se pravi, jaz se zbudim, da grem v dan takšen in zvečer za spanje, ko mi opomnik telefon pokaže, zdaj je čas, da se pripraviš na spanje, mi isto piše energičen, vesel, sproščen. Ne piše mi spanje, ker če ne je še ena naloga, ki jo moramo narediti, ampak ne boš ti meni govoril, kaj naj jaz delam, ne? Saj sem prej povedal, pač nima smisla, da bolje napišemo, kdo želimo biti, recimo, ali pa kako se želimo počutiti, ali pa kaj je naša misija. Moje telo je Ferrari in valjda, ko ti napiše obvestilo, opomnik, moje telo je Ferrari, pomeni, da je treba temu Ferrariju ali ga natankati, ali ga razgibati, ali pa ga iti spočiti, ne. Se pravi, potem da noter od kdaj do kdaj je v šoli, da noter od kdaj do kdaj dela za šolo popoldan. Če boste najstnike vprašali, jaz sem delal od 8. leta starosti do 19., se pravi do zadnjega letnika, koliko ur na dan misliš, če se ti sproti učiš. Če boste pogledali naš webinar, kako si organizirati prvi, se pravi šola in tako naprej, ali pa delavnica za šolo tudi, kako si organiziraš šolo, se pravi, koliko se ti rabiš vsak dan učiti, da bi bil konec leta imel take ocene in tak uspeh. In noben ne pride čez 2 ure. Ga ni, ker reče več kot 2 uri. Tako da, toliko so sposobni, da sami vejo, da če bi prišli domov in ob 1 uri se lotili naloge in se pripravili za naslednji dan, sproti se učili, nima več kot 2 ure delati kaj, še posebej kaj jim pa rečem, jaz sem 3., 4. letnik gimnazije treniral 4 do 6 ur na dan, 7-krat na teden. Pa sem naredil gimnazijo, pa nisem hiperintelektualen, nadpovprečno sposoben, nimam fotografskega spomina, bi si ga želel, ampak ga nimam, nažalost. Da se, če je urnik noter. Da noter dejavnosti, neke treninge, glasbeno, karkoli že, tabornike, te stvari. Fajn je, da noter kdaj jest, samo toliko, da se ne pozabi, ker to je ena osnova, ki pol prav pride kasneje, ko so odrasli, da imajo en urnik, ki jim deluje. Seveda pol ga lahko prilagajajo, ker nič v urniku ni, se reče, vklesano v kamen, ampak se da premikati gor dol. In kdaj gre spat. In če to naredite vi, starši, in če to naredijo vaši otroci, jaz vam garantiram, da boste videli, koliko imate prostega časa na teden. Ker to čisto vsakega sezuje. Ker da enkrat noter ok, tle se zbudim, grem, tle sem v službi, tle se zbudim, tle sem v šoli, tlele imamo to, pa kar naenkrat vidiš, koliko je praznih okvirčkov, pa pogledaš screen time, pa vidiš, da ti polni te prazne okvirčke, pa rečemo, dajte si vzeti 1 na 1 prost čas z vsakim družinskim članom. Ja, kje imamo pa mi čas? Ja, ne vem, če imaš 4 ure screen time, imaš jih lahko, koliko doma? 8? 8 zmenkov v enem tednu lahko narediš. Ja, pa jaz to gledam od 9:30 do 10. Super,
kaj bi bil partnerka bolj vesel, da visiš na telefonu ali da se zvečer stisneta, karkoli že, romantični odnos, da deluje. Tako da, kar priporočam, je definitivno 1-na-1 čas, to je rešilo že nešteto družin, ko so vpeljale to, pa 2 do 3 ure na teden skupnega časa brez telefonov, neke igre, neke take zadeve. Tako da, to je, kar se časa tiče. Ne preveč od njih zahtevati, če sami nimate in jih niste naučili. Tule sem dal par preprostih primerov, kako jih lahko naučite. Kaj še ena taka ideja, v nedeljo, preden pride nov teden, vsi skupaj zmečite Google koledarje, delite si jih med sabo, ker si lahko deliš, ali pa iCloud koledarje, pa kakorkoli, pač od iPhona, kdor uporablja, ali pa Outlook. Da se to vse deliti in se lahko te koledarje, če jih vse odprete, prekrižajo med sabo in pa boste videli, kje ste prosti kot družina, kje ste vsi prosti. In če niste, pomeni, da nekdo mora nekje premikati malo, da boste imeli ta skupen čas. Ampak to je tudi fajn, da se pol vsak točno ve, oči je čez teden zaseden, tle je to, mami je zasedena tako, je tle frej, otroci tako. In preprosto orodje, ki ga premalo efektivno uporabljamo, pa bi ga lahko dosti več. Zdaj, zakaj je finančna pismenost pomembna? Vsi to trobimo že en cajt, da naj dajo to v šole, baje nov učni načrt celo to predvideva, eni učitelji so zadovoljni. Sem tudi posnel ravno podcast z učiteljico, ki je sodelovala pri naravoslovju za nov učni načrt in je rekla, da bojo zdaj veliko več bazirali na veščinah, na se pravi praktičnem znanju, šele od 7. razreda naprej bojo več informacij dodajali noter, ampak je rekla, to je za naravoslovne predmete, ne vem, kako je za druge. Zdaj, zakaj je pomembno? Zato, ker denar vpliva na marsikaj v odraslem življenju, pa tudi že v življenju otrok. Vsi si želijo biti uspešni, služiti veliko denarja. Zakaj? Ker vpliva na naše odločitve, vpliva na samostojnost, vpliva na odgovornost, ker če ga nimaš dosti težko samostojen, moraš skozi očija mami prositi, da ti pomagata. Če ga nimaš dosti, težko razviješ odgovornost za njega, ker pač sam gre za stroške in si kaj zdaj, in vpliva na odločitve, ti nekaj bi, pa ne moreš. In je tam takoj občutek manj vrednosti, najmanj ta, pa so še druge, jeza, razočaranje, žalost zraven, skrb, frustracije velike, a bomo šli čez mesec, ne bomo šli, kako bomo šli, Se pravi, večina mladih tega ne dobi v šoli. In kaj pogosta napaka staršev? Ena je, in to je, da dajemo denar. Otrok reče, jaz bi 20 evrov in mi rečemo, evo, izvoli. Jelena, jaz ne vem, če tebi dokler da denar, ampak jaz, če grem tako, pa rečem, da ne rabim 20 evrov, noben reče, ker ja, lahko jaz, pa še 4 se javijo, ne bom ti jaz dal. Moji so ful lepši, kot tvoji, izvoli, Naučimo jih pa upravljanja denarja. In pol tudi veliko odraslih ne zna upravljati denar, zato nas je, jaz sebe štejem, tle jaz se zdaj tega učim, pri 39. Pač pol imaš neke kredite, neke vse bo šlo čez, ne bo šlo čez, ne veš, če bo šlo, Jaz osebno živim še po eni, če ga ni dosti, naredi veščine, da skreiraš več, saj to se zmeram da, doučiti neke zadeve, ampak je pa nekje limit, sam iz tega, ker imaš pa toliko ur na dan in se moraš pol odločiti, pa rezati, pa delati hujše reze, kakor če jih naučimo od mladega tega, Kot odrasel, če bi zdaj rekel, zdaj bom pa okej. Umetna inteligenca je priložnost, jaz se bom zdaj ratal ful dober v postavljanju umetne inteligence, jaz samo vzame pol leta, da boš postavil tako dobrega agenta, pa ga mogoče znal prodati, ker rabiš še eno veščino prodaje, pa da ga bo nekdo vzel, pa da bo nekdo pol plačal, pa da ta denar pride na račun, da pol vidiš, da to zadeva res deluje, traja. Zdaj vprašanje pa kot odrasli, ki imamo otroke, če lahko damo cel life za pol leta na pauzo, pa zdaj se bomo pa mi učili ene veščine, medtem ko mladi pa to lahko naredijo. Se pravi, kaj naj se otrok nauči? Kako zaslužiti denar? To se lahko nauči doma. Recimo meni ko sta bila stara 4 pa 2 leti,
sta rekla, nekaj smo šli v Tedija in sta videla neke meče. In prve je kupil oči. Ni minilo 15 minut, ko smo prišli domov, ker je slaba plastika, to je bilo že vse polovno. No, oči mi bi še. Sem rekel, zdaj sta pa nekaj mogla narediti. Ja, bova pospravila igrače. Sem rekel, to itak morata. To ni zdaj dodana vrednost družini. Pomislite, kaj bi dodalo vrednost družini, kaj ni nekaj, kar vsak dan rabiš. In pa sta tako, ker sta nekaj čičkala po stenah, a ne. Pač jaz to pustim, mene ne moč, rekla bova premalala stene. Od takrat naprej so drugače ful bolj manj počičkane. Ampak sta malala stene in sta pomalala in ta je dobil 3 evre, ker je dal idejo. In je pol tudi izvedel, Max je dobil pa 2, ker je bil sam delavec, ni dal ideje. Pač treba različno nagraditi. In pol sta si kupila za ta denar pač meče in tako naprej. Ampak tu je pri 4-2, zdaj pri 5 pa 3 sta imela isto idejo, sem rekel, ni problema, ampak nista dokončala. Max je nehal na pol stence, eno je imel 1 kvadratni meter za pobarvati, ta je pa na 3/4. Oči, koliko bova zdaj za to dobila? Sem rekel, nič, kako nič? Ja, če ne narediš do konca, kaj, zdaj misliš, da ne, ker zraven vodim še čistilni servis, je lažji primer, da nas nekdo najame in mi počistimo 50% in rečemo, plačajte popolno. Pač ne bojo, ne. In ne bomo imeli posla, tako da nič ne dobita. In sta pač bila tako, okej. Zdaj, naslednjo jih je treba naučiti, kako porabiti in kako varčevati. S tem vsem skupaj pa zraven, kako se odločiti. Ker ni lahko, ne. Nekaj dobimo, kam zdaj kaj damo, ne. Zdaj smo nekaj naredili, smo dobili, kaj zdaj s tem narediti, koga porabimo, koga privarčujemo in kako se odločimo, koga porabimo, koga privarčujemo, kam ga bomo dali. In en tak preprost model je, da so 3 deli denarja. En je poraba, en je varčevanje in en je investicija. To je to. Več delov denarja ni. Nekaj ga porabimo, fiksni stroški, variabilni stroški, nekaj ga varčujemo, ga imamo tam zraven, če prije do neke nujnosti, da ga lahko vzamemo. In nekaj je smiselno dajati v neke investicije. Prihodnosti je en tak tip, ne vem, če bo deloval še naprej, ampak bliža se nam finančna kriza, tako je, trenutno valovi. Tako če razmišljate, kam dati, trenutno srebro, zlato, so varne valute. Trenutno. Zdaj ne vem, katerega leta boste to poslušali, ker ne vem, katerega leta bo ta webinar še aktualen. Tu danes je leto marec 2026. Pomembna lekcija. Otrok mora kdaj tudi narediti slabo odločitev, tako s časom, tako napake delati, reče, ja, zdaj imam pa tu prebrčevano in pol gre kupiti neko stvar in pol jo kupi in itak pride vedno ta kupčevo obžalovanje, ker si kupil nekaj, si pol videl, da ima sosed boljši TV, pa ti si kupil en avto, pa ima boljši prijatelj, pa si pol tako, pa toliko časa sem porabil, da sem najdel najboljši TV, pa grem k prijatelju, pa je čisto navdušen nad njegovim, jaz pa ta jaj čakam, da pride po pošti. Sploh, ki ga dobiš, je v redu, ampak hitro najdeš kakšno napako. Tako znamo biti, Mora kdaj tudi zapraviti svoj denar, naši narobe. Ne vas biti strah, ko ima otrok privarčevano, če vse pobere ven, pa si kup lizike. Okej, v redu, bo se naučil, bo ga verjetno trebušček bolel, če bo vse naenkrat pojedel, pa tako naprej, ne bo mu fajn, pa drugič ne bo imel, pa bo mogel prositi, pa ne bo dobil, pa bo brez, ampak tako je. Zakaj? Da občuti posledico. Primer. Rečemo, da ima otrok žepnino 20 evrov. Če je izpolnil vse dogovore, meni je pa še res dobra ideja, ker je eden rekel otrokom, plačujte samo dodano vrednost, ker ko bojo šli v službo, bojo plačani za dodano vrednost, ki jo naredijo. Noben tam ni plačan zato, ker pomete, pa zato, ker koš prazne. Sicer čistilka je, ampak je tu njeno, tako ona prinaša dodano vrednost k podjetju. Da pridemo v čiste pisarne, da pridemo v čiste delovne prostore ali pa garderobe, karkoli že. Ampak nekdo, rečemo, ki je strojni inštalater in pride in nekje položi elektriko, je plačan zato, ker ni bilo prej elektrike položeno, zdaj pa je. Tu je dodana vrednost. Tista stavba je zdaj več vredna, ker lahko upravljamo noter elektriko, samo da smo tam pa odvisni od sonca.
Se pravi, če imate tak dogovor, so izpolnjeni vsi dogovori, 20 evrov, če niso, lahko zmanjšujete ta prihodek. Kaj je pomembno, da jih naučimo nekaj, kar čimer sem se jaz soočil, pa verjamem, da se vsi, ki gremo od doma, zdaj moraš imeti neke fiksne stroške, to, ki je najemnina, ali pa kredit za hišo, stanovanje, kakorkoli, Ti misliš, ja, Jurija pa pol dobim neto na mesec, zdaj bo pa life full dober, ja, 800 evrov najemnina. Nič ne bo, ne? Se pravi, date 20 evrov, 5 evrov takoj vzamete, hvala lepa, to je najemnina. 5 evrov fiksni stroški, zdaj otroci jih večinoma nimajo, ampak hrana, voda, ogrevanje, pač tako. 5 evrov, daj v kozarček za investicije, varčevanje, in če jih da noter, mu jih duplerite. Zakaj? Ker večinoma, ki mi nekje varčujemo ali pa investiramo, to raste, s tem razvijamo pozitiven odnos. Kasneje, če pa so že starejši najstniki, pa jih lahko tudi o tem začnete podučiti, poučevati, lahko pišete meni, pa vas bom povezal z mojim osebnim finančnim svetovalcem, ki tudi pripravlja programe, webinarje, seminarje, tudi bil je na našem bootcampu za najstnike, bootcampu voditeljstva, in je povedal ene osnove, se pravi, z tega, da vemo saj ta osnovni cikl, tako je DNK prepleten, tako so prepleteni delniški trgi, recimo, pa zlato, srebro. In kaj je, delnice padajo, zlato, srebro raste, žlahtne kovine. In po, ker začnejo delnice rasti, bo zlato, srebro padalo. In je dobro poznati te cikle, zakaj, da veš, ko vidiš, kaj se dogaja, da veš, kam boš denar dajal, in tako bogati ratujejo vedno bolj bogati, samo zato, ker poznajo ta cikl. In zdaj večina bogatih denar, ker vejo, da se približuje finančna kriza, BlackRock pa podobni so že rekli, da bojo zmanjševali velike banke pa tako naprej neka izplačila, kar pomeni, da se pripravljajo na neki, zlato, srebro pa zato rasteta tako veliko. In to je dobro poznati. In če imamo pozitiven odnos do tega, nismo v strahu in nismo impulzivni. Bitcoin je zrastel ful veliko, pritisnil v Bitcoin in te veliki vejo, hvala lepa, bumbarji, zdaj bomo pa mi vzeli ven. In pol zgubljamo in pol nas je strah. In pol je 30 milijard evrov imamo Slovenci v bankah. Banke pa so samo tako, hvala lepa, nevešči ljudje. Mi s 30 milijard jih naredimo 600, tako da, cool, njihovi traderji seveda, 4 evre naj imajo za zabavo, za sebe, za pač iti ven, karkoli. 1 evro pa dobrodelnost, da razvijajo, da kdor da, dobi. Po angleško givers gain. Zaradi tega ima večina bogatih neke pač te sklade, eni tudi resnično zato, da perejo denar, ampak nekateri pa res želijo družbi dati nazaj, ker vejo, da imajo za sebe več kot preveč in dajo pač na tak način. Tako da, malo se igrajte, količino denarja prilagajajte gor dol, glede na zmožnosti, glede na leta otroka, ampak bistveno je, da jih učite teh osnovnih, drugače 6 kozarčkov, se pravi investicija, varčevanje je razbito v 2. Zakaj? Eno so dolgoročne, eno kratkoročne, To je to. Tako da, to je to od osnovnih veščin, ki jih najstniki potrebujejo, ki jih bi odrasli večina tudi potrebovali, če smo čisto iskreni, In če karkoli rabite, smo tle, vprašajte, pišite, ne se skrivati. Tako da, Jelena, te bom pa prepustil zaključno besedo. Hvala. Nehal deliti, da se na večje vidimo. Ja, se zahvaljujem vsem, ki boste to potem pogledali v posnetku. Vesela sem, da se tale skupnost res gradi in krepi in da vas je vsakič več, ki vidite pač vrednost v vseh teh vsebinah. Midva z Jernejem si deliva iskreno željo in prav srčno, kako bi rekla, srčno poslanstvo, da prideva v čim več družin oziroma da pridemo v čim več družin. Prej sva govorila o milijardi družin, ki bi dejansko imeli več
pristnih odnosov, več družinskih vezi, ta pravih, tistih, ki se zagrejo, da si stojimo skupaj ob strani in hkrati potem tudi upravljamo s takimi veščinami, že kot z majhnimi otroki in potem tudi naprej, da se krepimo kot družba in da nismo samo neki sledilci, ampak dejansko upravljamo sami svojim življenjem, kolikor je v naših rokah in škarje in platno, no. Tako da dobrodošli vsi, kdorkoli, kadarkoli pridete, dobrodošli in se vidimo spet. To je to. Hvala, Jelena. Bodite fajn. Hvala, Jernej. Čau. Čau.